Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni pa poteka največje ocenjevanje vin, ne le v Sloveniji, pač pa tudi v širši regiji. Ocenjevalci imajo odgovorno in zahtevno nalogo. Oceniti morajo več kot 560 vzorcev različnih vin iz 5 držav. Jana Ujčič. Ocenjevanje vin na že 51. tekmovanju Vino Slovenija Gornja Radgona je zelo resna stvar. Poteka v posebnem prostoru, kjer vlada popolna koncentracija. Vsi vzorci, teh je kar 569, pa so v šifrah. 25 izkušenih strokovnjakov bo skupno 3 dni ocenjevalo vina. Imamo kar zahtevno nalogo, predvsem zaradi tega, ker se s svojo strokovnostjo zavedamo, kaj ocenjujemo. Torej, to ni samo kozarec vina, ampak je celoletno delo ali pa celo večletno delo vinogradnikov in vinarjev, ki so se potrudili, da so pridelali te čudovite vzorce in jih poslali seveda sem na ocenjevanje. Vino je treba najprej pogledati, njegovo barvo in bistrost. Potem se začnemo globlje spoznavati z vinom, da ponesemo kozarec najprej v mirujočem stanju k nosu in elegantno povonjamo. S tem zaznamo cvetico in potem kozarec zavrtimo. Kaj naredimo z vrtenjem kozarca? Sprostimo še lahko hlapne aromatične snovi in znova povonjamo, kajti cvetica se še bolj intenzivira. In nato požirek tudi pustimo nekaj časa, da kroži po ustih. To ocenjevanje velja za najpomembnejše v Sloveniji in širši regiji. Ne samo zato, ker na njem sodelujejo pravzaprav najbolj elitni vinarji iz Slovenije, pa tudi iz sosednjih držav. Seveda pa je to ocenjevanje tudi neka blagovna znamka, ki jo lahko tržijo ti vinogradniki in vinarji, tudi na prodajnih policah, seveda na trgu. In to tudi z pridom zadnja leta uporabljajo. Iz vseh vinorodnih dežel prispejo vzorci. Vinarji se res potrudijo, da tukaj pokažejo svoje najboljše in imajo v bistvu strokovni ocenjevalci res težko delo, da izberejo tistega šampiona. In kot pravijo poznavalci, se lahko slovenska vina po kakovosti kosajo s svetovnim vrhom.